Dober dan, jaz sem Maja. Valovska ekipa je že na Exitu edicija 2019 in v našem studiu že gostimo Raven. Raven, živijo. Živjo. Pa če začneva kar takoj na začetku pri samem festivalu. Tema letošnjega festivala Exit je pleme. Kakšno je tvoje pleme? Moje pleme. Sicer imam s sabo kar veliko ekipo, no. Tako da so nekako moje pleme plesalci, violinist, violončelist, DJ-ka. Tako da to je moje pleme. Tvoje pleme, ki bo nastopilo danes tudi s tabo na odru, si prvič na tako velikem festivalu, kot je Exit? Kot nastopajoča, ja. Tako da kot obiskovalka, tudi na Exitu še nisem bila, no, bila sem na kakšnih drugih, ampak kot nastopajoča pa ja. Si kaj nervozna, živčna, kako si se pripravljala na ta nastop? Pa niti nisem, tako jaz nekako za ti nastope v živo pred publiko niti nisem. Ponavadi sem bolj za pred kamero in to, tako da jaz se ful veselim. A odklopiš, ko si na odru? Ja, absolutno. V kak svet si zazibljaš? Takrat sem res, nek moj alter ego se vklop, no, tako da takrat grem tako nek tak trans, se mi zdi dostakrat. Če je v redu publika, pa pač če se dobro slišim, če so v redu pogoji, no. Kaj pa sicer pričakuješ od današnjega nastopa? Nastopala boš pred precej bolj mednarodno publiko, kot si verjetno vajena. V bistvu sploh ne vem, kaj pričakovati. Sploh se mi ne sanja, kaj se bo zgodilo. Jaz bi se pač sam rada ful dobro imela, ker se pol tudi to pozna na nastopu. Se vem, da se to sliši ful klišejevsko, samo to je čist res. Tako da bi samo rada uživala in se dobro slišala predvsem to, no. Ker če se dobro slišiš, pol lahko tudi ven pride. Ven pride, ja. Sicer pa nastopaš na isti dan ob skoraj enaki uri kot headlinerji The Cure, a ne? Kako gledaš na to prednost, slabost, se sploh ne oziraš na to? Pa ja, oni so se mi zdi, da vse eno uro pol pred mano, sicer nekako je ta overlap, ker so glih končajo takrat, ko jaz začnem, tako malo se prekriva, ampak mislim, ne bi rekla, da je to glih prednost, no, ampak tudi se ne ukvarjam tako nekaj posebej s tem, tako da nisem niti razmišljala, no. Jih sicer poslušaš? Iskreno priznam, da ne, no, ni to glih moja zbor glasbe, pač jih ful spoštujem kot glasbenike, mislim, da so super, ampak sama pa jih nikoli nisem zares poslušala. Rekla si, da si prvič kot nastopajoča tukaj na Exitu, da tudi prej obiskovala ga nisi. Kako pa gledaš na srbski trg oziroma na trg celotnega Balkana? Vidimo lahko precej naših glasbenikov, da se preusmerjajo na ta balkanski trg. Tudi ti gledaš v to smer, v osvojitev teh tukajšnjih odrov? Zdi se mi, da bi mi zelo prav prišlo, če bi začela peti v njihovem jeziku, tako da to dvomim, da se bo zgodilo, no. Bi raje v angleščini in sigurno, no, bi rada prišla tudi na tuji trg. Zdaj, kar se tiče jezika, dvomim, da bom kadarkoli pela v hrvaščini, no, ampak ja, bi bilo pa fajn, da bi prodrla tudi na ta trg, tako da mogoče jih bi začela kupam. Mogoče je Exit začetek, ne, tale odskočna deska. Se ti pa zdi, da je lažje prodreti na ta trg, kot pa na trge severneje od nas? Ja, sigurno, zdi se mi, da vseeno smo malo bolj povezani z Balkanom, kakor pa potem s kakšnim drugim koncem Evrope, tako da mogoče bi bilo lažje, ampak se pravi, zdi se mi, da je, kar se tiče jezika, tukaj malo problem, ali pa se motim, no, saj mogoče niti ne vem dosti, da bi o tem govorila, ampak bi bilo super, če bi prodrla, tako bom rekla, no, z angleščino, ne s hrvaščino. Raven, kaj pričakujejo tvoji poslušalci danes, obiskovalci festivala Exit? Moji poslušalci. Ja, en šov, zaradi tega, ker imam s sabo tudi plesalce. Sigurno ne bo čist navaden koncert, jaz se vedno trudim, da bi bilo nekaj malo drugače, da ni tipičen koncert, tako da šov, tako bom rekla. Šov boš zažarela, ustvarila kaos. Ja, bom probala, no. Kaos bo sigurno. Raven, hvala in srečno na današnjem nastopu. Zdaj pa, kamera je tvoja, lahko še karkoli sporočiš, improvizacija si rekla, te malo spravljam za dvega, ampak... Ne bomo, ne vem, če bi karkoli sporočila. Ne, okej. Hvala, to je to za danes. Sledite nam na Instagramu, Facebooku, Twitterju, YouTubeu. Valovsko pleme je povsod, vse povsod, tudi na Exitu 2019.